Knjiga o predstavitvi RTV Slovenija, ki jo je napisal nekdanji generalni direktor in dolgoletni televizijski novinar in urednik Aleks Štakulj, je povzetek ključnih dogodkov v več kot 50-letnem obstoju in delovanju slovenske nacionalne RTV, pa seveda kulturnih, gospodarskih in političnih mejnikov, ki jih avtor podrobneje prikazuje in razčlenjuje, med njimi tudi tiste, ki so ušli iz spomina in so javnosti manj znani. Z avtorjem se je na čajanki v Slovenskih Konjicah v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice 1. februarsko sredo v poznih popoldanskih urah pogovarjal Tone Petelinšek. Nocoj bo tole koncert za besedo, koncert za našo novinarsko profesijo. Slišali boste, ker smo pač vsi v medijskem času, in nas mediji tako zelo sprejmejo, tako zelo oblikujejo naše poglede na svet, stvari, življenje, zgodovino in prihodnost, tako zelo nam kvarijo ta čas in prostor, ali pa ga vsaj pomagajo kvariti, ali pa ga vsaj ne prikazujejo dovolj polni luči, ali pa nam vsaj dovolj ne pomagajo živeti, pa kot boste slišali od Aleksa, pa bi lahko in bi to morali delati. Štakulov novinarski kolega in prijatelj Lado Ambrožič je knjigo označil za verodostojen kronološki povzetek delovanja in razvoja Radiotelevizije Slovenija. Knjiga je po njegovih besedah dokaz, da je imel Štakulj to hišo neskončno rad in še toliko bolj vse svoje sodelavce. Pojasnil je, da si je pri pisanju knjige, ki obsega skoraj 700 strani, pomagal s svojimi zapiski in dokumentacijo, deloma pa tudi z dokumentacijo RTV Slovenije. V knjigi so imena več kot 1000 Štakulovih sodelavcev in drugih ljudi, ki so bili na različne načine povezani z njegovo poklicno kariero. Knjiga je vesela in vedra, kot je avtor sam. Aleks Štakulj je prve korake na tedanji televiziji Slovenija napravil kmalu po opravljenem študiju. Predvsem neizmernemu veselju do fotografije in filmskega snemanja, ki mu ga je takrat omogočala nova avstrijska filmska kamera znamke EUMIG, se mora po poklicu pravnik in ekonomist zahvaliti za klic, ki ga je nekega dne nepričakovano prejel od legendarnega novinarskega mačka Jožeta Hudečka. Za oddajo Kulturna panorama, ki jo je občudoval že kot gledalec, so potrebovali njegove ljubiteljske posnetke, s katerimi je prepričal bodoče sodelavce, ki so ga povabili v svoje vrste. To so bili časi, ko je imel novinarski komentar mnogo večjo težo. Televizija je pa sploh absolutni in totalni medij, primerjavi z tiskanim medijem ali radijem. Televizija je absolutni medij. Česar ni na televiziji, se ni zgodilo. Ne obstaja. Tako pač to je. In vplivnost primerjavi z radijem je recimo 1:10 ali pa primerjavi s časopisom pa 1:20. Tukaj je televizija vplivni medij, ker ima sliko, ker ima govor, ker ima kombinacijo obojega in smo ljudje tipna, slišna bitja in je to tako. In takrat, zato vam priporočam, da si to knjigo nabavite. Takrat je bil Aleks med tisto ekipo majhnega števila televizijskih novinarjev, ki je na različnih obdobjih, v različnih oddajah, v različnih časih in z različno intenziteto z svojimi komentarji pomagal sooblikovati ta štimung v državi. To so bile pomembne funkcije, pomembna vloga novinarjev je to bila. Čim pa je kdaj preveč ven poštrlel, pa je se vedeti, kako je bilo. In ni bilo enostavno takrat nastaviti samega sebe, nastaviti svoj vrat, pa hkrati ohraniti svoj lastni habitus, svoje lastno prepričanje, svoje lastno mišljenje in zdravo pamet. Aleks očitno ni bil med temi, ki bi bil, pa smo bili pa take naravi stvari partijsko trobilo, čeprav smo bili vsi mnogokrat. Ampak se je šlo za domovino, se to ni šlo za Culo Kafrijo v Afriki, za našo državo je šlo. In tule noter je, to je njegova velika odlika te knjige, cel kup njegovih komentarjev tistega časa, ki so izjemna beležka tistih dni, tistih časov. Alamo Vera, eden redkih novinarjev je, ki je očitno to lastno korespondenco z samim seboj in s profesijo čuval, jo je evidentiral in vodil. Drugače te knjige preprosto ne bi mogel narediti, kajti takrat računalnikov ni bilo. Jaz verjamem, koliko je to noter enega pretipkavanja bilo, da je to prepisal, da je to naredil. A to je to knjiga o Jugoslaviji, knjiga o naši domovini in knjiga o Sloveniji, ker eno ta prehodni čas je tudi silno plastično opisal. In je seveda takrat bil voditelj dnevnika v času osamosvajanja Slovenije. In takrat je nacionalna RTV opravila izjemno pomembno vlogo v fazi osamosvajanja. In biti takrat voditelj dnevnika pomeni, da si bil public opinion maker. Nikoli ne prej in ne kasneje nacionalni habitus ni tako zelo zaupal nacionalni televiziji kot takrat,
In nikoli ne prej, ne kasneje, je nismo gledalci tako vzeli za svojo. Ne? Povej. Ja, to absolutno drži, kar si povedal. Mislim, dejansko skozi naše komentarje, pa če vzamem takrat, če Bogdana Plešo, ki je bil izvrsten, če se ga spomnite, ki je vedno na koncu komentarja rekel, da očala dol, pa je rekel, pa lepo pozdravljeni, ne? Ja, ali pa Jože Hudeček, pa jaz, pa mislim, vse nas je bilo vrsta, pa Tadej Labernik, tako pa rekel, kaj hočem povedati? To so bili gospodje s stilom. Hočem povedati seveda, da je komentar izjemno zahtevno, bi rekel, novinarsko delo, zaradi tega, ker prvič moraš imeti dovolj strokovnega znanja, moraš dejstva preveriti, moraš to držati, kaj pove, in moraš imeti kot svoje stališče, moraš zavezan biti neki etiki, moraš biti zavezan neki resnicoljubnosti in predvsem moraš imeti pošten, resnicoljuben in kredibilen odnos do gledalca. Ga moraš spoštovati, se zavedati, da prihajaš k različnim ljudem v njihovo dnevno sobo ali pa kamorkoli in da je tista beseda, ki jo izrečeš, ima svojo težo in ima tudi določene posledice in ima določen odmev. Vsega tega danes, in to že od leta 2000, ko so bili komentarji ukinjeni na slovenski televiziji, vsega tega danes ni. Danes v glavnem novinarji tekajo za politiki, so, bi rekel, stojala za mikrofone, ki pobirajo izjave, kdaj bo kdo odstopil, to je najbolj globokovno vprašanje. In potem v redakciji naredijo, kaj naredijo. Ne? Ja, tako je. In v bistvu ni, mislim, moledujejo tam za nekimi izjavami in vedno so na našem ekranu eni in isti politiki. Da bi pa zavzemali, bi rekel, neko jasno stališče do pojavov, če je kdaj, bi rekel, lepa priložnost za komentiranje so današnji časi, ker vendarle s tem komentarjem ljudem tudi pomagaš, da začnejo tudi sami razmišljati, ja, kaj pa je hotel povedati, a jaz se strinjam s tem ali ne, ali mislim, imam drugačno stališče, tako naprej. Skratka, komentar je zaželjen in bi moral biti. Žal, seveda, ga več nimamo. In kaj je še tisto, kar je zelo pomembno? Tudi v oddajah, ko ti povabiš nekega gosta, ti moraš imeti do njega spoštovanje. Zavedati se moraš, da pred tabo sedi ali pa stoji strokovnjak z določenega področja, ki ima ogromno znanja in vedenja. Ne pa to, kar se danes dogaja, da novinar, voditelj, ga sprašuje na ponižujoč način, kot da je, bi rekel, na zatožni klopi in na drugi strani je policijski kriminalist, ki ga zaslišuje, je izjemno žaljiv za svojim nastopom, domišljav, poln sebe in z zelo malo, bi rekel, raziskovalnega dela, kot mora biti pri takem novinarskem delu. In to je tisto, kar danes, bi rekel, jemlje neko kredibilnost, neko zaupanje nacionalni televiziji ali pa nacionalni radioteleviziji. In to moram reči, da sem marsikdaj izjemno razburjan, ko gledam recimo te naše dnevnike, ker je več kot polovica vsebine so same afere, same, bi rekel, plehke zadeve, ki v mojem času, bi rekel, pa bodi si v 70-ih letih, pa 60-ih, pa 80-ih letih, ko smo dejansko novinari hodili po robu več čas in res komentirali zadeve, ker je že takrat tudi partija vedela, da mora se stopiti z oblasti in ni upala nas, bi rekel, nadlegovati okrog tega, nam je pustila proste roke. Danes je seveda med temi novinarji velika servilnost, ki je pa seveda zelo kratkoročne narave. Res, da je deloma pogojena tudi s tem, da so med njimi tudi tako imenovani prekerni, honorarni sodelavci, ki se bojijo, bi rekel, za jutri je lahko na cesti in tako naprej, nima časa niti, da se poglablja neka zadeva, ampak tega si nacionalna radiotelevizija ne bi smela dovoliti, ker mora biti v funkciji javnega poslanstva, da zadovoljuje najširši interes vseh gledalcev in poslušalcev in tudi tako imenovanih ciljnih skupin. Ne more biti zavezana nobeni politični stranki, nobeni ideologiji, nobeni verski pripadnosti in tako naprej. Jaz, ko sem bil generalni direktor, ko sem opazil kakšno tako zadevo, sem jim tudi povedal. Sem rekel, zaradi mene si ti lahko pristaš te ali one stranke. Lahko zaradi mene si, ne vem kako ideološko, bi rekel, naravnan in tako naprej. Ampak, ko prestopiš prag te hiše, ki se imenuje javna nacionalna radiotelevizija,
To moraš pozabiti in moraš delati v javnem interesu. Tega poslanstva, kljub temu, da imamo, bi rekel, eni smo prvih, ki smo sprejeli tako imenovani novinarski kodeks, če se spomniš, seveda se to ne spoštuje. In to je seveda ena od velikih slabosti, kajti nikjer ni zapisano, nikjer z zakonom, ni ga zakonom, ki bi lahko dolgoročno zagotavljal obstoj te javne radiotelevizije. In če i za njeno poslanstvo se treba neprekinjeno boriti, ampak seveda boriti za gledalca in poslušalca. Ne moramo biti do tega indolentni. Zlasti zato, ker nam to omogoča dobra tehnologija, ki jo imamo, dobra opremljenost, ampak če gledate recimo enostavno tudi novinarski zgodb, da pravih več ni, ne znajo jih obdelati, zato ker se dela površno. Začela se je dolga pot, ki jo v uvodni zahvali opiše kot zahtevno, a neizmerno lepo. Knjiga skozi čas ponuja pregled ključnih dogodkov v več kot 50-letnem razvoju slovenske nacionalne RTV hiše, obenem pa popelje po ključnih kulturnih, gospodarskih in političnih mejnikih Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Od leta 2001 pa do leta 2005 je bil generalni direktor RTV Slovenija in še eno leto potem vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Kasneje je bil nekaj časa namestnik generalnega direktorja, nato pa je postal svetovalec generalnega direktorja RTV Slovenija. V novinarskem in uredniškem obdobju je bil kot samostojni gospodarski komentator in se intenzivno ukvarjal z gospodarsko problematiko doma in v svetu in pri tem ustvaril zajeten opus analitičnih in drugih člankov, novinarskih prispevkov ter aktualnih in analitičnih gospodarskih oddaj. V široki javnosti so bile odmevne njegove ciklične avtorske gospodarske oddaje Bobu Bob, Dinar, Made in Slovenija in Poslovni barometer. Uspešen je bil tudi kot voditelj in urednik televizijskih dnevnikov med leti 1981 in 1991.